svetovni veščini, ko ne morem. V srcih ljudi je pogosto hrepenenje po soncu, po besedi, ki opogumlja in gradi odnose. Je hrepenenje, ki ustavi korak v želji, da utihnemo v sebi in prisluhnemo drugim. In v to hrepenenje srca, cenjeni gostje občinske slovesnosti ob kulturnem prazniku, želimo vstopiti in ga napolniti z otroško radostjo in iskrenostjo. Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani, spoštovani župan Peter Dermol s soprogom, spoštovani podžupan Aleksandra Vasiljevič, podžupanja Darika Mravljak s soprogom in podžupan Janez Melanšek s soprogom, spoštovani častni občan dr. Franc Žerdin s soprogom, spoštovani svetnice in svetniki mestne občine Velenje, predstavniki gospodarskih družb, predstavniki izobraževalnih in kulturnih institucij, spoštovani soustvarjalci velenjske kulture in letošnja nagrajenka Urška Stropnik-Šonc s družino. Dragi gostje, prijazno pozdravljeni. Oddelek za ljudsko prosveto je 28. januarja 1945 predsedstvu Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta predložil predlog, da se dan smrti pesnika Franceta Prešerna, 8. februar, po vsem ozemlju Slovenije predstavlja kot narodni kulturni praznik. V utemeljitvi so zapisali: za dvig kulturne zavesti našega naroda in s tem tudi dviganje njegovega ponosa in narodne zavesti in samozavesti bodi en teden v letu posvečen slovenski kulturi. Ta teden naj doseže svoj višek na dan Prešernove smrti. Ta dan bodi naš kulturni praznik. To bodi velika manifestacija vsega kulturnega dela, od osnovne šole do univerze, od najmanjše prosvetne organizacije na vasi do najvišjega predstavništva našega prosvetnega življenja, Akademije znanosti. Šaleška dolina je izjemno bogata s kulturno dediščino. Na razmeroma majhnem prostoru je bila najdena v svetovnem pomenu izjemna paleontološka najdba ostankov mastodontov. Dolina, ki so jo nekoč imenovali kar dolina gradov, ima velik potencial s predstavljanjem bolj ali manj ohranjenih srednjeveških in novoveških gradov in graščin. Slavnostni govornici, danes je poseben dan. Na nocojšnji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku Prešernovem dnevu bomo tretjič zapored razglasili kulturnega ustvarjalca leta mestne občine Velenje. Izbrani kulturni ustvarjalec bo poleg laskavega naziva dobil tudi možnost, da v letu od prejema priznanja v dogovoru z občino pripravi, izvede umetniško delo svojega področja delovanja. Na oder vabim župana mestne občine Velenje, Petra Dermola, ki bo podelil priznanje. Gospod župan, prosim, vabljeni na oder. Ustvarjalka mestne občine Velenje za leto 2023 prejme ilustratorka Urška Stropnik-Šonc. Priznanje prejme za številne vrhunske likovne stvaritve za otroke, knjižne ilustracije, revijalne objave v mladinski periodiki, številne samostojne ter skupinske likovne razstave v preteklem letu 2023. Gospa Urška Stropnik-Šonc, vabljeni na oder. Ilustratorka, znana predvsem po številnih likovnih stvaritvah za otroke. V 25 letih delovanja je v svojem prepoznavnem slogu ilustrirala več kot 80 knjižnih del, sodelovala na več kot 20 samostojnih in več 10 skupinskih razstavah ter se 3-krat udeležila slovenskega bienala ilustracije. Po izobrazbi profesorica likovne umetnosti je svojo poklicno pot
Začela kot učiteljica, a se je kmalu podala na samostojno ilustratorsko pot, na kateri je s svojimi ilustracijami, ki znajo dotakniti iskrivega otroškega sveta in se močno vtisniti v spomin, obogatila številne otroške slikanice, učbenike in knjige. Redno sodeluje tudi s slovenskim revijalnim tiskom za otroke in z otroško oddajo Studio Križkraž na RTV Slovenija, za katero že 8 let izdeluje ilustracije. Tokrat pa sta za oddajo po njenih predlogah narejeni še lutki Bu in Ba. Vodi tudi likovne delavnice za osnovnošolce. Verjamem, da je njen slog marsikomu zelo prepoznaven. Njena dela, prežeta z barvitostjo, toplino in humorjem, pa kaj hitro zapeljejo vsakogar, ki jih občuduje. Odlikujejo jih sposobnost vživetja v otroški svet in domišljijo, sproščeno in hkrati poglobljeno obravnava vsebine, ter ima dober smisel za detajle. V letu 2023 je izvedla mnogo projektov, ki so zaznamovali njeno delo. Med bolj izpostavljenimi je zagotovo sodelovanje na knjižnem sejmu v Frankfurtu s slikanicami o Levu Rogiju, ki so bile prevedene in izdane v več jezikih. Zelo aktivna je bila tudi v Šaleški dolini, kjer je izvedla 2 samostojni likovni razstavi, v galeriji Šoštanj in v galeriji Velenje. Lani je bila razglašena tudi za ime meseca januarja po izboru bralcev časopisa Naš čas. Živahne in barvite poslikave Urške Stropnik-Šonc krasijo tudi zunanjo podobo in notranjost zdravstvenega doma Velenje ter Pikin bazen Ščovnički na Pikinem otroškem igrišču. Lani so krasile tudi celostno podobo 34. Pikinega festivala. Spoštovane in spoštovani, kulturna ustvarjalka leta 2023 Mestne občine Velenje, Urška Stropnik-Šonc. Iskrene čestitke. Vas pa vabim k besedi. Lep dober večer še od mene. Zdaj bom povedala zgodbo, kako sem do tega naziva prišla. Namreč, bil je prvi delovni dan novega leta in bil je prvi telefonski klic. In bila je neznana številka. Seveda sem bila nekoliko zmedena in sem kar precej stvari preslišala. Potem je trajalo kar nekaj krogov pogovora, preden sem si zložila, kdo me kliče in zakaj me kliče. Spoštovani gospod Dragan Martinšek, lepšega začetka leta si ne bi mogla želeti. Najlepša hvala, da mi je. Potlej sem v toku življenja in dela vse skupaj pozabila. Bila sem namreč neizmerno vesela, da sem nominirana in to je bilo to. Postavljali smo razstavo na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani, sredina januarja. Zopet telefonski klic, tokrat iz znane številke. Seveda se oglasim in rečem, joj, nimam časa, gneča, pa prijazen in miren glas na drugi strani reče, dej, mogoče si ga pa vzemi, ne bo ti žal. Seveda je potem tok dogodkov tistega dne šel po svoje, mene pa so oblile solze sreče. Spoštovani člani komisije in članice komisije, najlepša hvala, da ste mi dodelili ta naslov. Zelo rada živim v Velenju. Velenje mi precej nudi in naj vse to tako ostane. Dragi odločevalci, spoštovani župan, spoštovana mestna občina Velenje, hvala za podelitev. Mojim dragim sorodnikom, vsem mojim ljubim prijateljem, neizmerno rada vas imam.
Vi ste en tak izjemno pisan šopek ljudi okoli mene, prav iz vseh področji, in če je edina valuta, ki jo imamo, čas, potem to valuto z vami neskončno rada zapravljam. Veselim se naših srečanj, naših poslovnih sestankov, naših družinskih piknikov. Hvala moji družini, širši in ožji, moji mami, moji sestri Tini, mojima nečakoma in seveda mojim 3 otrokom. Imam namreč zelo zanimive 3 fante, zdaj že skoraj mlade odrasle. Z njimi sem se naučila strpnosti, drugačnega pogleda na življenje in seveda nesebične ljubezni. Potem je tu še nekdo, ki je z mano že od davnega leta 92. To je moj mož Sašo. On je moj kritik, pa tudi moj navdih in inspiracija. Sašo, najlepša hvala, da me na vseh teh najinih poteh podpiraš in me imaš tako neizmerno rad. Rada bi povedala, da sem samostojna kulturna ustvarjalka, nepretrgoma, že 24 let. Teh 24 let ni bilo vedno lahkih. So vzponi in so padci. Včasih so težki časi. Pa vendar, če bi lahko še enkrat izbirala, bi z veseljem stopila na popolnoma enako pot. Ker namreč, jaz svoje delo ljubim. Jaz sem vsako jutro, ko se z rumenim kolesom odpeljem v atelje, dobre volje. In lepšega si ne bi mogla želeti za svoje življenje. Vesela sem, da sem dobila to nagrado. Ravno danes sem se spomnila, da mi je moje mesto dalo priložnost, da sem tu naredila svojo prvo slikanico. Takrat je bil z mano urednik gospod Ivo Stropnik. Gre za slikanico o 3 netopirjih. In zelo vesela sem, da sem na domačih tleh prepoznana in cenjena. Te sreče nima vsakdo. Vesela sem tudi, da sem dobila to nagrado zato, ker sem v najboljši možni kondiciji. Fizični, psihični in ustvarjalni. Ta nagrada mi daje polet in zagon in seveda novo samozavest. Brez skrbi nisem še rekla zadnje. Predvsem pa sem vesela, da sem to nagrado dobila, ker sem ženska. Ni namreč samoumevno, da je lahko ženska zaposlena s polnim delovnim časom kot ustvarjalka. Še 100 let nazaj je bilo precej drugače. Zaključila bom s pesnikom, ker je pač jutri njegov dan. Nekje v osnovni šoli, okoli 7. razreda, sem se spoznala z obliko glose in tudi s tem, kaj njena vsebina predstavlja. Takrat nisem vedela, da bom gloso znala ves čas svojega življenja na pamet. Še manj pa sem vedela, da mi bodo verzi iz nje, nekateri verzi iz nje, tako zelo blizu. Brez skrbi, ne bom povedala cele. Povedala vam bom le zadnjo kitico. Vendar peti on ne jenja. Grad ternarjev kup gotove. Kupovajte si gradove. V njih živite brez trpljenja. Kodar se ne bo razpenja, grad je pevca brez vratarja. V njem zlatnina, čista zarja. Srebrnina rosa trave, v tem posestvu brez težave on živi, umrje brez denarja.
sprašuješ, ker bomo jutri prosti, pa ne veš zakaj. Kultura je zame, da sedim v šoli kulturno, da ne govorim grdih besed, se drugih ne dotikam, da ne jem v gledališču med predstavo. In kaj je zate kultura? Zame je kultura, da smo umirjeni, da ne žalimo, da imamo v šoli skupne telefone, da si pogledamo kakšen film o našem najbolj znanem slovenskem pesniku Francetu Prešernu in pojemo himno. Misliš na našo šolsko himno? Seveda, z učiteljico sem se dogovoril, da bo naš zbor danes kulturno zapel. Ti in jaz bi bila novinarja za en dan, da predstaviva, kako čutimo in živimo kulturno na naši šoli. Super si se spomnil. Jaz sprašujem, ti snemaš. Ne, oba sprašujeva in učiteljica snema. Andreja, oba morava doživeti, kako je, ko držiš mikrofon v rokah. Pridi, greva. Dobar dan. Dobar dan. Gospod ravnatelj, kaj je za vas kultura? Kultura je zelo pomembna v našem življenju. Že to, da sem si danes vzel čas za vaju, kako sem vaju sprejel, je kultura. Kultura je tudi to, da obiščemo gledališče, razstavo, gremo na koncert ali obiščemo katerokoli drugo kulturno hišo. Kultura je tudi to, da z veseljem pogledam vaše ustvarjanje, kako plešete, kako nastopate, kako slikate, pojete in deklamirate. Tako kot bo danes za vas deklamirala Lainščkovo pesem Moja hiša, naša učenka Maruša. Lainšček, moja hiša, ni res, da sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo, tu vse je tako, kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš, postrežem ti z srčno dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš v svoji izkušnji
da svet ni brezupen in beden, pa rad ga moraš imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugače zasadil, tot rastejo rože besede, da šopek iz njih sem napravil. V tem šolskem letu sem začel brati nove knjige, ker so bolj zanimive. Res jih rad berem, in zato ker so bolj zanimive, da se ne bom, sem prebral do sedaj. Zdaj sem končal brati vse knjige o Primožu Suhortolčana in zdaj sem začel brati novo zbirko. Tudi kdaj berem kako pesem. Med našimi učenci je pravi pesnik, ki ima ime Tim. Prešeren pišejo pesmi tudi Tim. Prešeren pišejo pesmi o ljubezni do žensk in tudi Tim piše in poje o ljubezni do žensk. Bila ena lušna deklica, bil sem vanjo zagledan, ne bom pozabil tisti dan. Bil sem vanjo zagledan, ne bom pozabil tisti dan. Ker mi je bila zelo všeč, sem se hotel malo bolj vleč, da ne bi mislila, da sem bedla, zgledam tak kot en star kmet. Da ne bi mislila, da sem bedla, zgledam tak kot en star kmet. Časa bilo vse luštno in lepo, potem je prišel en Iloj in mi odpeljal deklico, ojojojojoj. Potem je prišel en Iloj in mi odpeljal deklico, ojojoj. Takrat je odhitela z njim.
me miloval. Bil sem žalosten tako, da to težko me miloval. Nič je ni tukaj, odšla je v drugi kraj. Spominjal se bom to, kako sva skupaj se imela lepo. Spominjal se bom to, kako sva skupaj se imela lepo. Pomembno dediščino slovenski in evropski kulturi. Jedro njegove dediščine je poezija, ljubezenska, bivanska in domovinska. Dediščina, ki v naših srcih prebuja in ohranja ponos na našo domovino, na čudovito pokrajino, na pesmi, ki nas povezujejo. Si res najlepša Slovenija, zame si, lepa si Slovenija.